Zemljana ali pa mogoče tudi nezemljana, ki si ne bi želel biti srečen, zadovoljen in da živi srečno, lepo do konca svojih dni, z zavedanjem, da duša tako ali tako je večna. Se pravi, sreča, zadovoljstvo na vseh področjih, to so stvari, ki si jih želimo. Želimo si živeti v obilju sreče, obilju zadovoljstva, obilju zdravja in na koncu koncev, da lahko plačamo položnice, tudi v obilju financ, se pravi, da živimo neko blagostanje. In ja, nastala je ter tukaj je knjiga Kako živeti v obilju. Obilje je naše naravno stanje, zato spoznajte, kako prevzeti nadzor nad svojo osebno in finančno svobodo. Tukaj je knjiga, ki vam ponuja zavedanje in razumevanje glavnih vzrokov za uspeh, povprečnost ali pa propad na denarnem področju, pa tudi v osebnem življenju. S pomočjo praktičnih energijskih tehnik pa boste lahko začeli aktivno vplivati na prihodnost, tako na osebnem kot finančnem področju. Kajti imate izbiro in zdaj so tukaj tudi praktična orodja. Knjiga za vse, ki ste že na poti do finančne in osebne osvoboditve ali pa čutite, da je čas, da na to pot tudi stopite. Kako živeti v obilju? Več informacij na 02 6200 230 ali www.klepetobkavi.si. Tako, ampak življenje v obilju nam lahko, marsikatera stvar nam lahko prepreči, da živimo v obilju. Lahko je vzgoja, lahko je sistem, lahko pa so tudi energijski vampirji. Energijski ali pa čustveni vampirji, to so ljudje, ki zase največkrat niti ne vedo, da so energijski vampirji. Ampak vi pa jih prepoznate potem, da, ne vem, se dobite z njimi na pijači in potem vam napiše SMS, koliko se imajo oni fajn z vami, da imajo zmeri tukaj velike energije, vi pa živeti ne morete. Ker do kosti vas nazebe potem po noči in ste sami brez energije. Lahko so to tudi tiste žrtve, ki razlagajo o svojih problemih, predvsem pa so to ljudje, ki mislijo predvsem nase. V enem zanimivem članku, katerega avtorica je Emily Enveritas, sem prebrala tudi tole. Šamani, obredni zdravilci pravijo, da so čustveni vampirji ljudje brez svetlobe, brez energije in jo zato črpajo od drugih. In vsekakor nam bo avtorica Emily Enveritas zaupala še kaj več o teh čustvenih oziroma energijskih vampirjih. Kako jih prepoznamo, kako jih preobrazimo, kako se pred njimi zaščitimo, predvsem pa tudi, kako energijski vampirji nastanejo, da ga ne boste naredili mogoče z napačno vzgojo oziroma skreirali sami. V naši družbi Emily Enveritas, lepo pozdravljena, dobrodošla. Mogoče začneva kar na začetku s tem, da problem čustvenih oziroma energijskih vampirjev je verjetno to, da imajo vsi ostali z njemu težave, da on nima občutka, da ima kakšne težave, ne? Jaz za začetek bi rada povedala preprosto eno zadevo. Nisem zdravnica, nisem psihoterapevtka, tako da moje mnenje je zgolj moje mnenje na podlagi znanja, ki ga imam, na podlagi izkušenj, ki ga imam in ne pričakujem, da se bodo vsi ljudje z menoj strinjali. Tudi to niti ni moja želja. Bom pa neskončno vesela, če boste začeli o tem razmišljati. Vampirizem oziroma energetski vampirizem je pravzaprav skoraj tako star pojav, kot je pojav človeštva. Vedno obstajajo ljudje, ki preprosto nimajo dovolj energije za življenje. In takrat jemljajo energijo nekje od zunaj, ki je ne znajo v sebi dobiti in jo dobijo od zunaj. Ker za energijo, za življenje ni dovolj samo voda, ni dovolj samo hrana, rabimo mi tudi neko drugo obliko energije. To je tale čustvena energija, ki nam daje to življenjsko moč. In naša vzgoja v Sloveniji, nažalost, ni način vzgoja, s katerim bi se mi lahko v svetu pohvalili. Ni zastonj depresija na drugem mestu, niso zastonj porast samomorilnosti na drugem mestu. Energetski vampirizem je pravzaprav pojav, ko so ljudje čisto okej. In šele v zadnjem času je tudi sodobna medicina priznala, da obstaja določena motnja
težko bi temu rekli bolezen, kajti ti ljudje niso bolni, z njimi ni nič narobe. In najhuje je, ker ne moš pokazati, kaj je narobe s človekom. Nič ni narobe. Težava je v tem, da vsi okrog njih začenjajo obolevati. Ljudje okrog njih nimajo energije, ljudje okrog njih se pa sesuvajo. Dobesedno se jim nabere tok porast življenjskih težav in tako so brez energije, da prihaja do fizičnih obolenj in lahko pride celo do smrti. In človek ne ve zakaj. Ampak Temu se reče mejna osebnostna motnja. V Sloveniji vem, da je bila pred leti ena sama psihiatrinja, ki je bila specializirana za odpravo teh motenj in nekaj psihoterapeutov, ki so delali predvsem so svojci teh ljudi, s katerimi so živeli. Danes ne vem, če je še kakšen zdravnik zraven. Te informacije nimam. se pa verjetno energijski vampir ne rodi, ampak to. se ga vzgoji. Točno to. Kako nastane energijski vampir? Točno to. Stari šamani so sicer govorili o tem, da vsi ljudje, ki hodijo po svetu, niso ljudje in da nekaterim ljudem manjka svetloba. In naprimer Kastanedov krog so se učili prepoznavati ljudi tako kot ena svetlobna jajca in ljudje, ki nimajo svetlobe, so rekli, to niso ljudje, zato ker nimajo Duše. tako, ker nimajo te srčnosti. In to jaz bi temu rekla, to je en človeški gen. Ljudje, ko se rodimo, se skoraj vsi ljudje rodimo bistri otroci. Večina so bistri otroci. Večina so to nežni otroci, čustveni otroci, ki reagirajo s čustvi na svojo okolico in večinoma so to tudi pogumni otroci. Sistem, v katerem živimo, je vedno slabši na nek način. Ta trenutek je tako, da sistem vse manj zadovoljuje potrebe ljudi in vse bolj se ljudje zadovoljujejo potrebe sistema. In ljudje tukaj padajo stran od samih sebe, izgubljajo stik s seboj. Mi izgubljamo svojo lastno povezavo z našo dušo. Ljudje počnejo stvari, ki jih ne želijo početi. Hodijo vsak dan v službe, v katere ne želijo hoditi v službe. Če hoče ena mama poskrbeti za svojega otroka, ki ga ima rada, mu mora najprej povzročiti bolečino. Zakaj? Zjutraj ga vleče iz postelje, ko bi otrok rače spal, ko bi se otrok rad svojo mamo objemal, božal, pogovarjal, mama nima časa, kar teče v službo, zato, da bo delala za profit nekoga drugega, da bo lahko otroku neko minimalno zadevo dala. In tukaj gre na račun čustvene energije. In na tak način, zdaj to malo sicer površno povedano, ampak na tak način mi delamo ljudi kot neke vampirje, zato ker jim zmanjkuje čustev. A veste, ko je otrok poln tiste nežnosti v sebi, ko se najbolj želi, da je srečen starš, da je on srečen med njimi, ko dobi grobost, ko dobi kritiko, ko dobi upitje, kričanje nazaj na svoje potrebe. Zakaj? Ker je mama pod stresom, ker živi življenje, ki ga noče živeti, ampak ga drugače ne zna živeti in postane nestrpna. Je v stresu, je v depresiji in tega ne more skriti pred otrokom. In tak otrok, ko doživi tisto zavrnitev čustev, za otroka je ena miselna naravnanost, da ga mama nima dovolj rada. To je tako strašno spoznanje, da je na tem svetu sam, da to sploh ne pride v poštev. Raje reče, da je z njim nekaj narobe, da se mora bolj potruditi, da mora stvari drugače narediti. In kadar so stvari zelo boleče, kadar je veliko zavračanja, veliko kritiziranja, veliko pravil, ki so namenjena zgolj pravilom, ne pa njegovim čustvenim potrebam, takrat se otrok skoraj odveže od svojih čustev, jih ne čuti, ker so pretežka, ker jih ne moš čutiti, ker so preboleča. Ampak ko se enkrat oseba od čustev odveže, ko jih ne čuti več, postane na nek način brezbrižna, brezdušna, groba. In je groba tudi do vseh ostalih. In takrat postane in ta energijski vampir. grobost se prenaša, v tem je problem. In ko pride tako daleč, da ni več sposoben videti čustvenih potreb drugega človeka, takrat nastane vampirizem. To je skupna značilnost za vse oblike vampirizma. Kako se rešimo ljudi? Ne? Zdaj,
Potrebujejo, ti ljudje potrebujejo pomoč, to je enkrat ena, ampak niti je verjetno nočejo sprejeti, oziroma se njim je na koncu koncev vse super, fino, fajn. Točno to. Poznam pa ljudi, ki prepoznajo, aha, se je res, zmeraj se tako slabo počutim, ker sem v družbi te, še 2 dni ne morem spati dobro in tako naprej. Ne? Kako se potem, kako odrežeš te ljudi? V tem smislu, pač ne želiš si jih, ampak kljub temu so v tvoje življenje prišli, da ti nekaj pokažejo. Največkrat te taki učijo, da se, ne vem, zase postaviš oziroma da odideš. Če se hočeš rešiti takih ljudi, naprimer, zato je potrebno zelo veliko poguma. Problem je pa v tem, da naša vzgoja, posebno slovenska vzgoja, tudi naš vzgojni izobraževalni sistem je tako naravnan, da predvsem otrokom pogum odreže. In otroci odrastejo sicer v tekmovalne ljudi, ki jim pa večinoma manjka poguma za najbolj preproste srčne zadeve. Imaš ogromno ljudi, ki upajo svojemu šefu povedati, naj se nekam spelje, ne upajo, nimajo pa toliko poguma, da bi ljubljeni osebi povedala, da jim je všeč. To je ena taka najbolj tipična oblika pomanjkanja poguma, naprimer. Ko ne upajo nekaj storiti. So ljudje, ki pravijo, jaz si bi pa neskončno rada ustvarjala, šla nekaj na svoje samostojno podjetništvo. Joj, kaj pa, če ne bo šlo? Joj, kaj pa, če bom naredila kaj narobe? So strahove. Strah je grozljiva energija. Strah odreže pogum. In če ni poguma, ni svobode. In če ni svobode, ni ljubezni. To je ena tak začaran krog. Se pravi, cel domino efekt. Cel domino efekt je, točno to. In zaradi tega se zgodi, da so večinoma, jaz delam veliko z odraslimi ljudmi, predvsem z ženskami, in opažam eno takšno dvojnost, ena zelo močna ambivalentna čustva. Po eni strani imajo odrasli otroci radi svoje starše, ker so pač hvaležni za življenje, kar so za njih naredili, jih razumejo. Po drugi strani jim zamerijo. Je ogromno potlačene jeze, potlačenega sovraštva na nek način, ravno zaradi tega, ker njihove čustvene potrebe niso bile pomembne, ko so jih izražali. In tukaj prihaja do občutkov krivde. In take ljudje, tudi ko vidijo, da jim nekdo črpa energijo, nimajo na nek način morda dovolj notranjega dovoljenja, da odrežejo. A veste, mi smo vzgojeni na tisti preprost način. Večina slovenske vzgoje temelji, bodi pridna, bodi poštena, bodi prijazna, da te bodo radi imeli, razumeti moraš in potrpi malo in delovna bod. Ne? In tukaj je osnovna vrednota prijaznost. Oseba, ki pride do druge osebe, ki izpije energije, ne čuti notranjega dovoljenja, da bi smela reči, da ne. Adijo, ne želim se s teboj družiti. Ampak to pa res veliko krat ugotovim, spet me tak niče za pijačo. Ja, reč ne, pol, ne? Ja. Pa reč ne, ja, pa ne morem, pa uno, ne? Se pravi, to je odlična šola za tiste, ki ne znajo reči ne. To je odlična šola za vse, ki rabimo malo več svobode. In ravno tudi sedanji čas, to je marec, april, maj tega letošnjega leta, nam vse te stvari postavlja po konci. Da vidi, kje se mi zatikamo zdajle, da lahko razrešimo te zadeve. Ja, to je osnovna svoboda. Jaz pravim tako, gledajte, ljudje na vrtu sejemo različne posevke, je tako? Ja. In na vrtu vemo, da so dobri sosedje in so slabi sosedje. In daješ skupaj dobre sosede. Fižol je čisto ok rastlina in solata je tudi čisto ok rastlina, pa vendar jo ne seje skupaj. Zakaj? Ker nobena dobro ne uspeva. Se pravi, če na vrtu smemo dajati skupaj tisto, kar paše, zakaj se v tem življenju družimo z ljudmi, ki nam energijo jemljamo in imamo pravice reči, s teboj pa ne. Ti pa ne pašeš v mojo bližino, ampak si tam nekje na robu. Veliko krat opažam pri ljudeh, da je ta občutek krivde, oziroma občutek dolžnosti, da se je pa poznam ga od vrtca ali pa ne vem, pa sva delala skupaj. Dejansko ne bi smeli biti tukaj navezani na prijatelje oziroma na neka poznanstva, če nam ne ustrezajo in pomembno je samo zdaj. Čustveni oziroma energijski vampirji, kakšna orodja uporabljajo, s kakšnimi orodji držijo to razmerje? Tukaj je predvsem zelo pomemben ta občutek krivde, ki se ga omenila. Ljudje, ki so zelo čustveni, ko zelo čutijo druge ljudi okrog sebe, to so idealne žrtve energetskih vampirjev. Zakaj? Ker nimajo notranjega dovoljenja reči ne.
hoče A veste, pomagati. to je tisti občutek, nisem dovolj dober, če se postavim zase. Nimam te pravice. Saj nisem egoist. Ja, ne smem biti egoist, ne smem sam nase gledati, moram druge razumeti. In to je krasno polje za vampirizem v vseh različnih oblikah. In ljudje predvsem izkoriščajo pozornost. Pozornost, tam, kamor gre naša pozornost, tja gre naša energija. S tem, ko se midve pogovarjava, teče med nama energija. Tvoja pozornost, ti jaz dajem energijo. In jaz od tebe jemljem energijo. In to je normalni pretok v vsaki družbi. Ljudje, ko se Izmenjava. pogovarjamo, je izmenjava energije. Pri energetskem vampirizmu je pa nekaj drugega. To je jama brez dna. Samo daješ energijo, jemljajo in je nikoli ne dajejo. In vsa njihova vedenja so namenjena temu, da ohranjajo svoj lastni sistem pridobivanja energije. In se večinoma tega ne zavedajo. Taki ljudje so navzven videti celo včasih zelo duhovni, zelo krepostni. Ljudje, ki so močni. Mama, tukaj smo celo ženske, celo mogoče bolj nevarne kot moške, pa več nas je. Bolj ko je starejša ženska, več ima moči na tem načinu jemanja energije. Na nek Ampak način. se mi zdi, da je tega dosti tudi v partnerstvu. Ne malokrat se zgodi, ko vidim kakšen par, on pri svojih 60-ih zalita rožca, gospa pa Točno tako. sliva že vsa z tisočimi bolezni Točno in čist Boga na koncu, on pa zalita rožca. Pa sta jedla isto hrano, pa spita v isti posli, pa sta deležna istih sevanj, pa isto vsega. Zakaj je on poln energije, ona bo pa kmalu umrla? Točno tako se kaže vampirizem, čustveni vampirizem. Ponavadi ga lahko prepoznaš potem, da je en cvetoč in se zna celo ali pozdraviti ali karkoli. Drugi pa hodi od zdravnika do zdravnika, noben mu ne zna diagnoze postaviti, zato ker v organskem, fizičnem nič ni narobe z njim, ampak je kot sliva, kot si rekla, kot posušena sliva. Posrkan. Ja. Tukaj je težko o tem govoriti, zato ker ne poznamo točno nekega mehanizma, ki bi ga lahko znanstveno razložili, zakaj do tega pride. Dejstvo pa je, da na neki energetske ravni, nezavedni ravni, vampir posrka energijo. In največkrat se to izraža navzven z neko pretirano zaskrbljenostjo. To so včasih starši, ko bi človek rekel, ti imaš pa tako fajn starše, ne? S tabo je sicer en kup težav imaš, ampak tvoji starši neprestano skrbijo zate, neprestano ti skušajo pomagati. Aha. Se pravi, tudi mame, ki ne spustijo sočustvene oziroma energetske vampirke. Večinoma. In tukaj je ena stvar, ki meni daje... Mislim, da se moramo začeti Slovenci tega zavedati, predvsem Slovenke. Ne vem, kaj se je zgodilo, ampak mi smo neko ljubečo skrb zamenjali za zaskrbljenost. In v Sloveniji je skoraj postalo neko nenapisano pravilo, da se količina ljubezni izraža s količino zaskrbljenosti. To pa razumem, ker moja mami vem, da je bila včasih, pa napiš sporočilo, ko prideš domov, pa tam je zdaj bilo tisto, pa da boš, in dokler nisem rekla, stop. Rada te imam in vem, da imaš ti mene rada. Sam prosim te s tem, dejansko nisem se fajn počutila. Nisi se dobro počutila, je tako? Ne. In večinoma se ne počutimo dobro zaradi česa. Ker tukaj ljubeča skrb, ljubezen je energija, ki je visoka, je tako? Ko si zaljubljena, takrat te kar dviguje, kar malo bi poletel, ko da imaš perutničke, ne? Ko smo pa zaskrbljeni, to pa stisne, je energija, ki gre navzdol. In zaskrbljenost nima nobene veze z ljubeznijo. Gre pa za nekaj drugega. Ko je mama tako zelo zaskrbljena za svojega otroka, mu začne najprej, bi mu rada pogladila pot, ne? To je njeno, rada ga imam, ne želim, da trpi, zato bi mu rada malo pomagala, ne? Da bo lažje. In ker je teh ovir na življenjski poti tako veliko, da se življenja ne da kontrolirati, začne kontrolirati njegovo vedenje. Naredi tole, pojdi tja, pokliči tja za službo, opraviči se, sej ni tako hudomislo, moraš biti tak in tak. In mu daje vse več nasvetov, kako naj živi, kako naj razmišlja, kaj naj počenja, kako naj čustvuje, na nek način si prilasti njegovo življenje. In potem je ta paradoks. Mama rodi otroka zato, da bi živel,
ampak ona živi njegovo življenje, namesto da bi svojega živela. In s tem se zgodi, da otrok ne more živeti svojega življenja. Najlepša hvala, Taja, oziroma Emily in Veritas. Hvala lepa za vse informacije, ki so bile posredovane. Evo, še kakšna zadeva pa tudi na klepetobkavi.si. In Emily in Veritas je z nami že govorila, tako da preverite tudi na YouTube posnetkih še kakšen klepet, ki smo ga opravili z njo.